Delavci rudnika Trbovlje-Hrastnik so v preteklem tednu že opravili razgovore z vodstvom, kjer so podpisali odpovedi, seznanili pa so jih tudi z informativnimi izračuni odpravnine. To je le nekaj rudarjev, ki so zdaj tudi uradno brez zaposlitve. Pokažejo nam papir, zaradi katerega bo treba odpreti novo poglavje v življenju. Razgovor sem imel v sredo, so nam dali te odpovedne roke, povedali so nam, da je konc. Niso pa na cesti le rudarji, ampak tudi delavci iz uprave rudnika. Jaz upam, da se bo vsaj ta denar našel za naše odpravnine, da bomo lahko vsaj z odpravninami še naprej, če ne bo službe, vsaj nekako normalno še živeli. Kot nam pove direktor RTH-ja Bojan Jelen, odpravnine bodo. Večina bo deležna odpravnine v višini 10 plač. To je zakonska omejitev. Pod vprašanjem so še premije za prezaposlovanje k novim delodajalcem, saj so odvisne od tega, koliko delodajalcev bo zaposlilo presežne delavce. Na to stvar sva se tudi z mojo soprogo uprla. To je tudi najin cilj, ker sva kupila domačijo na deželi pred 2 leti. In če ne bo drugače, prej smo pod zemljo, zdaj bomo pa poskušali na zemlji. Ostajajo optimisti, pravijo, da imajo znanje, izkušnje, niso prestari, zato upajo, da se bo našlo kaj zanje. Osnovni poklic zdravstveni tehnik. Ampak delali ste pa v vojni? Ja, po vojski sem se zaposlil pri rudniku in ostal pri rudniku. Vmes sem tudi naredil še visoko šolo, tako da upam, da bom kaj našel še. 25 jih morda zaposlijo tudi v rudniku Velenje, pogovori s tamkajšnjim vodstvom še potekajo. Sicer pa rudarji pozivajo državo, naj se ne obira in da zeleno luč za prodajo termoelektrarne. In dodajo še, tako jih bo 100 vsaj še 10 let imelo službo.